Prav? Kako smo? Noben je na morju? Jaz tudi ne. Tako da, jebi ga. Takole bom začel. Kot verjetno veste, tale naš Creative Mornings poteka v približno 150 mestih po svetu. In smo imeli ta mesec eno tako lepo nalogo, da se spomnimo temo, ki jo bojo cel svet govoril. In je bilo zelo očitno, da bo to ljubezen, ne, bo love. In jo še niso imeli, kar je bilo zelo hecno. Ampak seveda ne bomo se zdaj pogovarjali o ljubezni, pogovarjali se bomo malo drugačni ljubezni, pogovarjali se bomo o Sloveniji. Zaradi tega, ker imam jaz to deželo ful rad in se mi je zdelo, da rabimo to blazno potencirati, da bomo vsi povedali celemu svetu, kako je pač imamo to našo deželo radi. In se mi je zdelo fantastično, da povabim nekoga, ki se pa dejansko ukvarja z tem, kar je en tak lep žulj v naši peti zaradi nas, ne zaradi kako nas gledajo ostali, kako imamo ta brendiranje naše ljube Slovenije. Ne, pač, a je to dobro, je slabo, bi lahko bilo boljše, lahko drugače. In je Andrej Pompe en tak, ki se je v bistvu začel ukvarjati s tem že davnega leta, ker mi sploh še nismo se ukvarjali z ničimer, ne, tam nekje. In je leta 1991 ustanovil agencijo Formitas in potem v glavnem dele že kaj je to 20-30 let ukvarja dejansko z brandingom mest, pa države, pa vse ustvarjal je I Feel Slovenija in tako naprej. Ampak najbolj, da nam on pove, tako da Andrej Pompe. Hvala. Dober večer vsem skupaj, kako luči imamo, to je fino. Tukaj je sicer bilo meni rečeno, da bom govoril. Sem preveč blizu mikrofonija. Da bom govoril o brandingu Slovenije, dežela, domovina, država. Jaz sem stvar mogoče malo drugače zapeljal, no. Pač, je kreativno jutro, ne tole. Tako da bom malo drugače stvar zapeljal, se bom mogoče bolj osredotočil na to, kaj pripelje na koncu do ene take stvari, kot je brand. Ne? In zakaj je potem ta brand tak in ne drugačen, bom seveda na koncu naredil nek tak, se bom zapeljal seveda do Lipovega lista in potem preko Lipovega lista in preko določenih rožic in podobnih stvari do našega I Feel Slovenija. Tako da jaz sem v bistvu spremenil naslov temu današnji stvari in sem rekel, love, znamka, kreativnost, komuniciranje in druge posrečenke, s katerimi je mogoče prodreti v srce človeka. Namreč predvsem, ko se pogovarjamo o nekem brandu, ko se pogovarjamo o Sloveniji, če se pogovarjamo o Ljubljani, se pogovarjamo o kjerkoli drugem kraju ali destinaciji ali človeku ali produktu, vse stvari nam grejo skozi srce. Hrana gre, pa ljubezen pa je tudi skozi želodec, ampak tudi tisti mora biti brandiran, drugače ni dober. Tako da, mogoče par besed o meni, jaz sam vsake toliko časa razmišljam, kaj se z mano sploh dogaja. In recimo, kot takole objemam eno takole velikansko drevo, imam občutek seveda, da imam prekratke roke in prekratke roke ti zelo preprosto povejo seveda, da ali se bojo roke morale razširiti ali pa, ne vem, nikoli v življenju ne bom mogel objeti vsega tega, kar bi želel. Tako da, jaz kot človek sem že vse življenje nekako razdvojen med resničnostjo in neresničnostjo, ali pa bom rekel fantazijo, utvarami, ne vem, zamislimi, idejami in tako naprej. Tako da, ne glede na to, da sem študiral ekonomijo, pač bila je situacija taka takrat, da je bilo fajn, če bi imel štipendijo in tako, zato sem dobil štipendijo. Ampak vse moje življenje potem naprej je ves čas bilo nekako povezano s kreativnostjo, začelo se je z glasbo kot tako, v katero sem zelo hitro zabredel, oziroma niti ne tako hitro, bolj proti koncu najstniških let. Potem pa ja, padel sem v marketing, bile so najrazličnejše situacije od takih, da sem bil v multinacionalki, kjer sem doživel tisto, kar človek kot kreativc noče doživeti, skratka, da ne smeš biti kreativen, čeprav si marketinški direktor. Ne? Skratka, zelo zoprna zadeva. Tako da na koncu, ja, leto 1991, agencija Formitas s kolegico pa s kolegom smo naredili to agencijo, od takrat naprej se je začelo ono življenje, na katerega bom, dokler bom pač lahko govoril, hodil in še kaj drugega delal, ponosen. Tako da, potem pa ja,
kot kreativni direktor, kot copywriter, kot ne vem, sem pa tja strateg, kot karkoli pa že, ker v advertisingu pač enostavno ne moreš biti samo en mono človek. Seveda so se mi stvari začele širiti tudi na neka druga področja. Predvsem, ne vem, so me prepoznali kot človeka, ki lahko še komu kaj drugega pove. Skratka, postal sem predavatelj, postal sem mentor, postal sem coach, postal sem neke stvari, ki v bistvu jih, ko sem bil star 20 let, si niti ne bi predstavljal, da bom kdajkoli v življenju počel. Ne vem, sem pa tja, sem na kakšnih okroglih mizah, jih vodim, bodisi ali pa samo sodelujem in tako naprej. Tako da ta moj profesionalni del je dejansko prepleten večinoma s področjem kreativnosti, inovativnosti in pa trženja. In seveda ta, bom rekel, ta mehka plat, tudi tista plat, kjer so psihologija, kjer so srce, kjer so te stvari na koncu ljubezen, o kateri se pač ne bi kot krovna tema pogovarjali, kjer so močno upleteni. V življenju sem napisal nekaj knjigic, večinoma so te spet povezane seveda z marketingom in pa s stvarmi, ki so povezane z ustvarjalnostjo. Pač to je eno področje, ki je večno, ki se ga da večno ves čas izpopolnjevati, kjer pa so osnovni principi ves čas isti. Namreč ti lahko napišeš 1000 teorij, ampak če nimaš ideje, ti nič na tem svetu ne pomaga. Tako da, kadarkoli se pogovarjam z ljudmi, ki so realisti, ki stojijo na tleh, finančniki, računovodje in tako naprej, jih vedno vprašam pa, a ti veš, a bi ti lahko sploh kaj delal, če se ne bi nekateri zmislili nek produkt, če se ne bi zmislili neke znamke in tako naprej. Ja, seveda imam še kakšnih ene par alter ego v življenju. Eden je seveda ta, da se preganjam okrog s prijatelji po kakšnih hribih s kolesi in tako naprej. Ukvarjam se še tudi s kakšnimi drugimi stvarmi, pa o tem rajš ne. Mogoče edina stvar, ki bi rad vedno izpostavil, seveda je ta najmočnejši moj alter ego, to je, da sem pač glasbenik, komponist, aranžer, karkoli pač hočete, klaviaturist. Ker sem v tistih časih, ko si ti rekel, da nekako še niste migali in tako naprej, imel eno skupino, ki se je imenovala Predmestje, s katero smo takrat v Jugoslaviji bili precej znani in smo posneli 4 albume. Pol je prišlo pa 3x po 10 let seveda za tole skupino, ki pa še zdaj aktivno sodeluje na tej naši sceni in sem vesel seveda, da se ne gremo mainstream, ampak se gremo to, kar mi hočemo. Ampak tema nisem jaz danes, tako da gremo naprej. Če vse to, kar sem povedal, povzamem, lahko vse povem mogoče še eno drobno stvar, namreč človek v življenju ugotovi, kaj je njegovo vodilo. Skratka, včeraj sem gledal tale film od Amy Winehouse in je bil blazen zanimiv, ko je ta znamenit pevec, s katerim je ona hotela peti in je potem tudi pela, ji je rekel, veš, bolj ko si star, bolj ugotavljaš, zakaj je življenje sploh pomembno. Mislim, to je, in tako na koncu začneš tudi ti sam ugotavljati, kaj se s teboj dogaja in na koncu sem ugotovil, da je tole ena od tistih močnih stvari, ki me je prevzela in zaradi katerih v bistvu nimam nikoli, kako bi rekel, občutka, da zdaj sem potrujen, zdaj bi moral pa, ne vem, se odpočiti, ne. Tako da življenje dejansko ponuja preveč čudovitih stvari, da bi zdaj rekel, jaz bom pa samo, ne vem, arhitekt, ali pa jaz bom pa samo, ne vem, načrtovalec nečesa, ali pa jaz bom samo to. Ne, življenje pač omogoča in naši možgani, mimogrede, omogočajo bistveno več, kot marsikdo mogoče razmišlja. Tako da temu sem dal še en stavek, ki mi ga je povedal nekoč en gospod, ki me je učil, jaz sem se en zelo kratek čas učil tudi saksofon, in sem prišel enkrat tako zelo utrujen na tole, na eno uro, pa sem rekel, jaz danes ne bi igral, ker sem tako zmatran. Pa on prav, čak, zdaj si mi pa zadev v žilo. To pa ne, zdaj boš ti igral, ker ko boš nehal igrati, boš ugotovil, da si se spočil. No, in to se je tudi zgodilo, zato je zame tudi eden ta drug stavek, ki nekako gre kot konglomerat skupaj s prejšnjim, je ta, da je počitek v spremembi dela. Tako da, ne reči, da ste zmatrani, samo spremenite, bom rekel, fokus, pa boste ugotovili, da v bistvu niste več zmatrani. Tako je zelo preprosta stvar, učinkuje pa neverjetno dobro. In še ena stvar,
tale Salvador je itak človek, ki naredi res vtis na nekoga, ki bom rekel, ki je kreativen, ki ima v sebi to, bom rekel, to žilco, da bi se vse čas nekaj spremenil, dodajal in tako naprej. Ja, če veš, da nikoli ne boš dosegel perfekcije, ker v bistvu res nihče nikoli ne doseže, ker vedno je še možnost stvar še nadgraditi, seveda, potem je super pač početi stvari, ki jih rad počneš. Tako da nekoč me je zelo zadela ena misel enega mladega oblikovalca, ko so se delali skupaj v avtobusu, pa so se nekam peljali in je rekel, veš, v življenju moraš ti vse posvetiti samo eni stvari, ker le tako boš lahko dosegel višek in perfektnost. Takrat se mi je zdelo to čudno, danes se mi zdi pa obupno. V glavnem, ne moreš ti samega sebe napajati, če delaš samo eno stvar, namreč inputi, kaj človek dela z možgani, kako odreagira na to, seveda se dogaja na podlagi vsega, kar se okrog tebe dogaja. Zdaj pa vprašanje, a ti to vidiš ali ne. Jaz bi začel nekako z umetnostjo komuniciranja. Zdaj na FDV-ju nikoli ne bojo uporabljali besede umetnost. Seveda ne, zaradi tega, ker tam se učijo motoroznanstva komuniciranja, s tem upravim, skratka. Gre za neke stvari, principe, kako se stvari delajo. Pri komuniciranju v bistvu gre pa za to, kako ti sploh ustvariš to energetsko polje, kako ti ugotoviš, kje so ta energetska polja, seveda, da lahko nekomu nekaj podaš, da bo tega potem dobil tudi neko reakcijo nazaj. Tako da prva stvar, seveda, pri komuniciranju je kreativnost. Kako boš ti nekomu nekaj sporočil, povedal, da bo on seveda, da boš ti v njegovih očeh potem videl, ne vem, neko iskrico, da se bojo pri njemu začela porajati vprašanja oziroma neke želje ali kar pa že. Kreativnost kot prvo. Druga stvar, seveda argumenti. Ti ne moreš nekaj sporočati nekomu, seveda, če to sporočilo nima nekih faktov ali pa nekih obljub, to se pravi argumentov, zaradi katerih bo nekdo to sporočilo sprejel. Tretja stvar so tako imenovane točke dotika. Bom rekel, da je sodobni marketinški znanosti, Angleži temu pravijo touch points. Ampak te touch pointi v tem angleško-amerikanskem pojmovanju so v bistvu samo točke, kjer ti prideš v stik z nekom. Kratka, to niso še točke dotika, ampak so točke stika. Mi pa vemo, kaj pomeni, če se te nekaj dotakne. To pomeni, da ti gre v srce. Skratka, to pomeni, da se stvar prelije v neka čustva. No, potem naslednja stvar je radovednost. Tisto, kar naj bi pri človeku dejansko nikoli ne ugasnilo, je otrok. In kaj je pri otroku najbolj značilno, je to, da je radoveden. In to, ker si radoveden, do takrat seveda, bom rekel, bo tvoje življenje imelo nek pravi smisel. Seveda, tukaj, če ti s komuniciranjem vzpostaviš neka radovednost, potem bo nekdo tudi hotel stvari raziskati naprej. No, naslednja stvar seveda je medij. Danes itak vse poteka že preko medijev in če nismo priklopljeni ves čas na medij, imamo občutek, da bomo nekaj izpustili. Pa roko na srce, če 3 dni ne pogledaš v telefon, se nam zgodi. Tako da najbolj luštno je, kot ti recimo baterija crkne, pa si nekje v gorah, pa nimaš kje napolniti telefon. Veliko ljudi je izgubljenih, ampak jaz pravim, gora je še zmeri prostor, kjer si. No, potem seveda je tudi frekvenca, pri komuniciranju blazno pomembno, kolikokrat ti kaj poveš. In če ti nekomu vsak dan rečeš, da dobro izgleda, bo on po 14 dneh, ko bo pogledal noter, bo gledalo, bo rekel, pa se res mogoče dobro izgleda. Vse stvar je zelo preprosta. Skratka, frekvenca povzroči neko prepričanje. No, pa smo pa pri tisti stvari, ki je pa najbrž pri komuniciranju, pa kar se tiče tudi brandov in brandinga, najbolj pomembna so pa asociacije. Ti moraš na določeno stvar takoj z možgani odreagirati. In ko ti ustvarjaš neke asociacije, se ti odpirajo tvoje spomini, tvoje zgodbe, tvoja neka doživetja in takrat komunikacija postane močna. Vse je zelo preprosto. Zakaj dajo Omega uro James Bondu na roke? Iz zelo preprostega razloga, ker ti takoj asociraš, da je tak tip, ki je tako dober, pa ima tako uro, pa če imam jaz pol tako uro, sem vsaj toliko dober, kot on. Mislim, ta transform je blazno močen v teh trenutkih. No in na koncu, ne pozabiti čustva, ker vam bo pol malo kasneje pokazal v bistvu, kako močno je
človeško čustvovanje in kako šibek je ta racionalni svet oziroma nacionalni del naših možganov, boste videli, da seveda ne smemo pozabiti na čustva. Zato da je včasih že malo kar nadležno, ker imamo vsak dan minus 20%, pa minus 30%, pa ne vem kaj še vse. Žal vodijo taka podjetja ljudje, ki s temle tukaj nimajo kaj dosti opravka. Kreativci veste, kako je s tem. No, skratka, umetnost komuniciranja temelji na srcu. Ne? In jaz bom danes nekako skušal se dotakniti stvari, kot so čustva, asociacije in kreativnost, da bom na koncu seveda pripeljal vas do tega, da bomo imeli radi naši Slovenijo, pa se imamo že takrat. Včasih kdaj v bistvu je najbolj značilno se pokaže, da imamo Slovenijo radi, ko nas en tujec nekaj vpraša. Ali pa ko greš ti, ne vem, nekam v tujino in potem si tam edini Slovenček in potem ti začneš razlagati, koliko imamo lepo, koliko je fajn. Pa prideš pa domov, pa soseda nakuraš tamle zakvati uno vejo, takole čez raste pa takole. Mislim, ta dvoličnost je meni smešna, ampak da ne boste mislili, da smo samo Slovenci taki. Vsi narodi so isti. Ne. Pejte na Norveško. Ali pa na Finsko, pa tako naprej. Verjetno so v Kirgizistanu podobni. Ne vem. No, lejte, sem rekel o čustvih, zdaj ne vem, koliko vas poznata Plečnikov model čustev, če si samo malo pogledate, kakšna čustva obstajajo, boste zelo hitro ugotovili, da je večina čustev negativnih. Neka motna, nestrinjanje, strahospoštovanje, melanholija, žalost, obžalovanje, dolgočasje, zaničevanje, gnus. Halo? Tele gor imamo nepar takih lepih stvari. In ni prijetno, če pomisliš, da v bistvu vse to, kar je tukaj, uporabljajo ljudje za to, da druge ljudi manipulirajo. In to je recimo sploh tale beseda, kje pa je napisana strah, se sploh ne vem, če smo ga napisali. Tlele je. Recimo to je tipično čustvo, na katerih se da največ dosežeš, kadar hočeš vladati, kadar hočeš, bom rekel, dosežiti kakšne namene. Vse kaj pa že delamo otrokom, če naš priden, kaj pa je to drugega kot ustrahovanje. Čist nič drugega. Tako da hec je v tem, da pa bolj, ko smo ljudje na nek način pod nekimi stresi, bom rekel, pod temi pritiski teh negativnih čustev, bolj si pa želimo pozitivna čustva. In prav zato je, ko gremo v svet brandinga, ko gremo v svet tržnih komunikacij, ko gremo na koncu tudi na osebne relacije, je strašno pomembno, da se nam zgodijo zadeve, kot je ljubezen, spoštovanje in pa zaupanje. To je tisto, kar je ljudem manjka. Zakaj si ljudje na koncu kupijo psa? Zakaj ga imajo? Zato, ker rabijo nekoga rabijo, ki mu bojo zaupali ali pa on njemu. In seveda je pes, hvala Bogu, se ne more s tabo kregati. In je to simpel zadeva. Tako da, če pogledamo še mogoče, kaj ta čustva pa neke občutke vzbujajo, če pogledate samo te ikonce oziroma tele smejkote, pa niso v glavnem zelo malo smejkotov, je kaj drugega, kaj vse, koliko je pa veselih gor? Čist malo, Tako da, če pogledamo občutke, ki so nekako zaobjeti pod besedo sreča, jih je kar en takle lušten stolpec. Ampak gremo gledati naprej. Nesrečen, jezen, pa še drugi občutki, to je pa sama negativnost. In kako, po drugi strani, če pomislimo, kako močna so tale čustva in lahko zelo hitro premagajo ta, seveda, če znamo to nekomu vzbuditi, če znamo to nekomu skomunicirati. Rekli, da je pozitivno čustvo. Tale je kar barabina, tlele. Tale je rekel verjetno, fuck. Ali pa ta je rekel, bebec se slit, kakšen kmet. Pa ne, mogoče ta še je navdušena. Skratka, lejte, v bistvu so praktično, saj jaz sem jih nekako videl, samo 4 izrazi na vse tej množici človeških obrazov, s katerimi bi lahko rekel, to so pa neka pozitivna čustva, neke pozitivne emocije. Podobno je tukaj. Zelo podobno. Spet, na nek način prepoznal samo 3. Pa še ta je lahko zelo hinavska, če pomislite.
Ali pa če gledate pri otroku, ne? Otrok je verjetno najbolj iskreno bitje na tem planetu in ja, kaj pa vem, sami se odločite, ampak jaz mislim, da zelo hitro ugotovimo seveda, ta negativnost, ki vlada med ljudmi seveda rabi ta svoj kontrapol. In ta kontrapol je tisti, ki ga moramo mi izkoriščati v komunikaciji. Kakšni smo ljudje? Ljudje smo pač taki, da iščemo pozornost. To je, zakaj se otrok ob tla meče, zakaj joka, zaradi tega, ker išče pozornost. Ne? Recimo, če vidite otroka, ki sam leti po cesti pa pade, se pobere pa gre naprej. Če pa mama zraven ali pa kdorkoli se bo pa tako drl, kot strela. Čisto preprostega razloga išče pozornost. Ne? Zdaj seveda, v pozitivnem smislu, če gledamo v komunikaciji, pozornost vzbujamo. Zato, da bojo ljudje pa to sprejeli kot nekaj pozitivnega, z nekim odobravanjem. In ko imamo to, seveda, v svetu marketinga, v svetu brandov, želimo neko sledenje. In na koncu želimo kaj? Pričakujemo, da bo nekdo to delal za nas. A ne? Na koncev, jaz imam danes eno majico na sebi, ki jo delam ki jo imam na sebi za sebe in seveda imam tudi zato, da vam komuniciram, da je recimo ta brand tisti, za katerim stojim in za katerim sem z veseljem na nek način, rečemo temu, misionar, advokat ali pa karkoli pa že. Ne? Tako da mi vsak kot posameznik ali kot kdorkoli drug, nek pravna oseba ali pa produkt, v bistvu se išče neko pozornost. Ne? In banalen primer, ampak tako izjemno uspešen seveda je Milka. In potem greš in odgooglaš Milka, pa napišeš tole Milka kao, pa ti pa dajo ven še slone, ki so pobarvani tako, pa konje, pa ne vem karkoli pa že. Ampak danes, če se spotakneš, pa vidiš na tleh takele barve gumb, se boš ta prvo stvar spomnil Milka. Kaj to pomeni? Da je bila ta asociacija, ki jo zgradili, tako močna, da je ta komunikacija vzbudila, bom rekel, neke določene misli. Ne? Zdaj recimo, ko smo kolesarili po visokih turah, na vsake 3 korake piše murmeltir, ali po slovensko svizec. In kaj ti pride najprej na misel? Pa potem pa svizec zavije čokolado. Ja. Vem, da mislite, da je to butast, ne? Vem, da mislite, da je to butast. In tudi jaz sem mislil, da je to butast. Ampak pol po vsem tem času ugotoviš, da to sploh ni bilo butast. Ampak da je to, bom rekel, neko pozitivna, neka radost, čeprav je na nek način zelo banalna, je prišla v naše življenje, ki je prepričala milijone ljudi. In noben nima s tem problema. Ne? Čeprav verjetno, ko je prvič prišel nekdo z idejo iz neke agencije, pa je rekel, veste kaj, mi pa krava na vijoličast pobarvali, so ga pa najbrž ven vrgli. Ne? Ali pa ne, ali bil pa en tok brihten marketinški direktor tam. Skratka, če mi gledamo na ves proces v komunikaciji in če za tem seveda stoji neka ikonografija ali pa bom rekel neka identiteta, seveda potem lahko rečemo, da je to vse skupaj en velik branding. Če smo zdaj že pri brandu, se mi zdi prav, da povem, da pač znamka ni grafična podoba, znamka ni slogan. V bistvu je to samo točke, s pomočjo katerih ti asociiraš na neko znamko. Ne? In tole, kar je rekel Don Schultz, ne, pa sem jaz malo parafriziral, se mi zdi izjemno pomembna stvar. Namreč znamka predstavlja odnos, neka relacija, ki se vzpostavi med posameznikom in neko skupnostjo do nekega produkta, do neke ideje, do česarkoli pa že. Namreč, ker brand se ne smete predstavljati samo kot nek produkt, ampak je lahko tudi storitev, lahko je ideja, na koncu politika se brandira, če že tako vzamemo. Ne? Tako da nek izdelek, nekaj, kar je zbrandirano, povzroči seveda nek odnos. Tako da, ne vem, ko vidite križ, vam je vse jasno, če se ta križ spremeni v nekaj kljukastega, se vam je še bolj jasno, kaj se je dogajalo. Če vidite, ne vem, javorjev list, vam je popolnoma jasno, zakaj gre in tako naprej. Preblisema, ne? Tole sem postavil pa nam. Oj, se upravičujem tle. V redu? Okay. V glavnem, in tle pride do enega take zelo zanimive stvari, ki se mi zdi prav, da jo pač ponovim. Jaz mislim, da je vam sicer to zelo jasno, ampak kako sploh, oziroma kje nastane znamka, ne? Zdaj, če vprašate oblikovalca, bo oblikovalec rekel,
pri meni je nastala znamka v moji glavi. Če te vprašam marketinškega direktorja, jaz sem jo ustvaril, zato sem napisal, kakšna mora biti. Potem je recimo, ne vem, bo režiser rekel, jaz sem naredil tako dober film o tej znamki, jaz sem tisti, ki sem naredil to znamko. Skratka, v bistvu pa to ni to. Znamka nastane v človekovi glavi. Namreč tam se zgodi tisto, čemu mi potem rečemo brand. No in tako recimo, ne vem, to je zelo jasno, ne? Če poznate, tele se ne vidi tega, ker je pač malo v lusenčki, tele 4 genialce, če lahko tako rečem, ki so pač v ta pravem trenutku prišli s pravimi stvarmi na plano, je takrat že en vedel, kaj mora narediti. Mora jim je dati nek zelo značilen logotip. No in zdaj, če mi, ne vem, če bi vam jaz zdaj tele zaigral I want to hold your hand ali pa karkoli tazga, ne, bi se vam vse zgodilo. Vsaj tisti, ki ste kakorkoli, kdajkoli bili v povezavi, kakorkoli s tem bendom. Ne. In skratka, če ti vidiš recimo, oziroma doživiš nekaj v zvezi z njimi, se to zapiše kot nek mentalni vzorec v tvoji glavi. Ta mentalni vzorec, če je bil zbrendiran tako, kot je treba, seveda dobi svojo etiketo, svoj predalček v naših možganih, v katerem se shranjajo vse izkušnje, vse zadeve, vse asociacije, ki so povezane s to zadevo. No in zdaj, če kar naenkrat vidimo samo to, imamo vse, kar smo doživeli, takoj spet priklicano nazaj. Tako enostavno v bistvu je to. Ne? In zaradi tega potem o brendu govorimo kot eni najmočnejši tržni osebnosti, s pomočjo katere se nam prikličajo v delčku sekunde vse naše izkušnje, vse naše pozitivne, negativne konotacije, vse percepcije, ki smo jih kdajkoli imeli. Zato, ko vam nekdo da takole dva, bom rekel, krompirčka v obliki črke M, je že vse jasno. Ni treba nič povedati. Mogoče dobite vsak dan še kakšno novo informacijo, tako da kvečemu je ta predal že prav velik in že zelo napihnen. Tole mogoče zveni malo tako zdaj šola, ne, da bom jaz zdaj vam nekaj učil, kaj je to brand, pa tako naprej, verjetno vsi veste, pa sploh pa tukaj vas je nekaj iz tega sveta. Ampak vseeno mogoče, jaz sem eno tako zanimivo razlago, kaj brand je. No, jaz uporabljam nektarino kot neko simboliko. Zakaj? Zaradi tega, ker nektarina ima v bistvu 3 ključne zadeve. Eno ima strašen lep outfit, če lahko temu tako rečem. Lep packaging, koža je lepa, tako naprej, skratka, barve so privlačne, ne? In to je tisto, kar pritegne našo pozornost. Po drugi strani seveda tudi ravno zaradi te svoje različnosti je različno od nekega drugega sadja. Potem ima tukaj tole rumeno sadno meso, če lahko temu tako rečem. In to rumeno sadno meso v bistvu vse je lepo za pogled, ampak ključna stvar je kaj? Da ga mi ugriznemo vanga, da dobimo to izkušnjo, kako je bilo dobro, kako je sočno, kako nam je zadovoljilo neko potrebo. Kratka, ta zunanja stvar je bila pot do te naše potrebe. Ampak kaj pa zdaj tle počne ta, kaj je to, peška, koščica, ne? Nikoli ne vem točno, kva ima kaj. Ampak dobro, se vse. V glavnem, kaj bi pa s tem počeli? Tukaj gre pa za to jedro, ki je pa pri znamki bistveno. Ne? Vsaka znamka naj bi imela svojo esenco, svojo popolno jedrno lastnost, ki se v času ne spreminja. No in kaj naredimo, če je, seveda, damo mi to peško nekam v zemljo, če jo lepo zalijemo, in pa če je to naklonjeno bilo, da bo iz te peške kaj nastalo, kaj zraste pol ven? Spet drevo, na kateri bojo nektarine. Kar pomeni seveda, da spet bomo dobili takšen sadež, ki smo si ga želeli, ki nam je stvari zapolnil. Stvari so v bistvu zelo preproste. In pol včasih človek ne razume, kako da nekateri, ne vem, vsake 3 leta menjajo bistvo svoje znamke. Ali pa spreminjajo stvari, pa ne bi bilo potrebno. Dobro, če vzamemo zdaj primer Hypo banke, a ne, tle je logično, ne? Ker so ga tako krasno lomili, da je bilo treba zamenjati ime. A ne? In zdaj 3/4 ljudi bo itak pozabili, da so ga kaj lomili in to je taka strateška marketinška poteza, ampak zdaj ne bomo imeli več izga Hypota, ne bomo imeli več luštnih živalic, ki ga lomijo, ampak Bog pomagi. Ne? Tako da dejansko znamka ima neko svojo zaznavnost, zaradi katere stvari pač mi opazimo. A ne? To je ta na koncu ta impuls, ki ga dobimo skozi naša čutila. Tle bi vas rad upozoril na eno stvar, da mi imamo 5 čutov, ne samo oči. A ne, večinoma se pri komunikacijah obračajo ljudje zgolj in le samo na to, kaj se vidi. Kaj pa to, ko vtipaš, kaj pa to, ko vonjaš, kaj pa to, ko okusiš.
Skratka, ali pa kaj, tukaj gre za stvari, ki jih pri brendu velikokrat ne znamo izkoriščati. Ja, seveda pa tudi uho, sluh. Potem so pa tukaj koristi. In koristi so pa seveda zelo, bom rekel, širokoplastna zadeva. Na eni strani so te klasične koristi, ne vem, kupim neke hlače zaradi tega, da ne bom hodil okrog gol, da me ne bo zebel. Ampak imaš pa emocionalno korist, pa si greš pa kupiš, ne vem, nek znan brand, da nam se je delal reklamo za kakšen brand, nek znan brand nekih hlač in takrat se ti pa nekaj drugega zgodi. Takrat pa to ni več racionalni nakup bil. Ja, sem dala 250 € za tako luštno oblekco, ampak veš je od. Skratka, se začnejo stvari dogajati na nekem čist drugem nivoju. Tukaj imamo pa mi ta emocionalni, čustveni naboj, ki je tako strahotno pomemben. No in tretja zadeva je pa ta zvestoba. Ti si zvest neki znamki, že ti ta znamka dobavlja tisto, s čemer se ti kot človek poistovetiš. In zakaj se nekateri poistovetijo, ne vem, z Harley Davidsonom, drugi pa s Hondo, morate njih vprašati. Ampak, če pogledate te dva brenda, pa jih primerjate, boste takoj ugotovili, da se vrsta to itak brenda motorjev, ampak popolnoma drugačnih motorjev, ki delajo na čisto enem drugem komunikacijskem in tudi seveda nekem čustvenem nivoju. O znamki bi moral povedati par stvari tudi stališča tega, da je cel kup paradoksov, ki se znamko dogajajo. Mi pač pogledamo nek logotip in rečemo, to je to. Ampak, če je logo pravilno zgrajen, seveda ima znamka pravilno zgrajena, pomeni, da ima neko osebnost. Vi poznate te bombončke, ki jih dajo blondinki čez vikend, da jih morajo po abecedi razporediti. Veste, kjer so to, M&M. Ja, no, recimo, če bi šli gledati njihov brand book, tam vsak bombon ima točno definirana, kakšna osebnost je določen bombon. Dobro, najbolj znana sta rumenko pa rdečko. Ampak recimo, kaj to pomeni? To pomeni, da kar naenkrat je tam ena čisto navadna grafična aplikacija začela dobivati neke osebnostne lastnosti, kar pomeni, da se z njimi začnejo povezovati vrednote, neki način vedenja, kako seveda se stvari dogajajo. Če pomislite, rdečko je zoprn, tečen, ampak pameten, rumenko je pa en butec prijazen. Tako da zelo lepo znajo okarakterizirati. In zdaj, jaz sem videl že veliko ljudi, ki so zbirali med temi bomboni, kjer bojo jedli. Določena barva jih je dobesedno privlačila. Potem druga stvar je, kdo ima resnično lastništvo na tem. Potem ta vidni, nevidni del, dvopolno znamke, zadovoljevanje. Če gremo to pogledati. Zdaj, osebnost. Pri osebnosti je vedno tako, Mi kot upravniki, upravitelji neke znamke, marketinški direktorji želimo ves čas, da bi znamka bila takšna in takšna, percipirana na takšen in takšen način. Zato imamo pri znamki neko podobo, imamo neko ime, imamo neko funkcijo, imamo neke, kako bi rekel, atribute. In to je v bistvu želja. Želja, kako naj bi mi na trgu izgledali. Recimo, tle je bil, če pomislim na to, tukaj se je marketinški direktor Nokia, takrat, ko so že propadli, povedal, da so ga tle polomili. Oni so mislili, da so takšni, kakor je bila njihova zamisel, v bistvu ljudje so jih pa percipirali popolnoma drugače. Čeprav vemo, da se tam stvar dogajala ne samo na brand nivoju, ampak predvsem na produktnem, ampak ne glede na to. Skratka, niso se ukvarjali s tem, kaj bi potrošnik oziroma kupec uporabnik želel, kaj pričakuje, ampak so mislili, da oni vejo, kaj morajo dobavljati. No, v glavnem, želena osebnost se potem komunicira, se potem preko neke izkušnje, ki jo imaš z nekim produktom, ki je zbrendiran, se potem ustvarja neko mnenje. To je pač tisto, kar mi ljudje po nekem določenem času lahko rečemo, ne vem, delo je postalo dolgočasno, ali pa delo je zmeri boljše, ali pa ne vem, dnevnik pa delo, če jo primerjam, je takšen in takšen. Grejo pa za neke izkušnje. No in dejansko potem pridemo pa do tega odnosa, ko si rečemo, a je ta percepcija tukaj dejansko takšna, kot smo si jo mi želeli, da se ustvari. In tukaj
prihaja pogosto do velikih problemov. In če se teh stvari ne uskladi, če se ne popravlja to želeno osebnost, da bi dosegli, da bi ljudje to tako percipirali, seveda pride potem do motenj, ki jih zelo hitro zaznavamo, kadar se delajo recimo razne percepcijske študije in tako naprej. Drugi paradoks je, kje nastane znamka, to sem vam na nek način že povedal, v glavnem nastane v glavi človeka. In to je ta nastanek, je v bistvu, dejanski obstoj ni tukaj prisoten, ampak gre za neko imaginacijo, za neko percepcijo, ki tukaj je. Tako da, če se dela na komunikaciji znamke, potem seveda se dela na tem, kaj bomo mi v človekovih možganih ustvarili. Ne pa kaj bi mi, ne vem, kaj mi vidimo, da je pravilno. Potem je ta fenomen ledene gore, ki se seveda uporablja v zelo različnih primerih, ampak recimo pri znamki seveda je to zelo jasno. Na eni strani imamo ta naša čutila, na katerega vpliva pač to, kar sem prej povedal, kakšna znamka je, ali je znamko povezan kakšen zvok, ali je kakšen material povezan in tako naprej. Tle je zelo zanimiv primer recimo vonja. Ko so naredili zadnji Rolls-Royce model, pa je ga nekdo prišel kupiti, pa se je not usedel, prišel ven pa rekel, jaz pa ta avto ne bom kupil več. To ni več Rolls-Royce. In so se oni spraševali, kaj pa je narobe. In potem so ugotovili seveda, da ni imel tistega vonja. En značilen vonj pa je Rolls-Royce. In potem so izumili pač neko mažo, da so premazali sedeže, da je ta začel dišati, kot je treba. Tako da to so te stvari. Ali pa recimo primer, poznate tele voščenke Crayola. Kitajci so naredili popoln fake, pa pozabili so na vonj. In ljudje jih niso kupovali, zato ker niso dišale tako, kot dišijo. Tako da po tistih voščenkah tako imaš tako vonj v prstih in je simpatično. Tako da to so te zunanje stvari. To je tisto, kar mi vidimo, kar čutimo, kar slišimo, kar otipamo. Spodaj so pa zadeve, ki pa na našem nezavednem nivoju dejansko potem govorijo in nas prepričujejo v smislu čustev, v smislu nekih vrednot, v smislu razuma, v smislu neke kulture. Tako da ne smemo pozabiti, da ko gradimo tak nek brand, in recimo seveda to je pomembno blazno tudi pri Sloveniji, če vzamemo Slovenijo kot brand, seveda, da ravno te stvari spodaj so ponavadi ključne. In če zdaj recimo se na hitro preskočim, to, kar bom itak tudi že pol prepodboval, ampak recimo, če primerjam tisto, kar se je zgodilo v 80-ih letih in to, kar se je zgodilo v drugi polovici prvega desetletja, zdaj ugotovimo seveda, da se je pri tej zadnji stvari predvsem delalo na tem, čeprav si hotel delati na tem, zanimivo, pri Uni se je pa bistveno več naredili tukaj. Skratka, če danes vzamemo Slovenijo, mojo deželo, se je tukaj spodaj pri ljudeh bistveno več zgodil, kot se je zdaj zgodil z iFeel Slovenija. Ne glede na to, da je eno in drugo perfekten brand. Ne glede na eno in drugo komunikacijsko zna in če je pravilno uporabljeno, tudi zelo dobro deluje. No, pa ta dvopolnost, na eni strani je tisti, ki želi s pomočjo znamke nekaj prodati, in na drugi strani tisti, ki pač kupi neko znamko zato, ker od nje nekaj pričakuje. Tako da in stična točka je edini pogovor, edini, bom rekel, kako bi rekel, agent tega podjetnika ali pa ponudnika je v bistvu brand. Kdo drug, Ti greš kupiti nek avto, vsem, kdo ti ga prodaja, ampak če hočeš nek brand, greš tismu, ki ti brande prodaja. Skratka, to je ta drugi, ta paradoks četrti, in peti je pa seveda to, da zanimivo je, brand zadovoljuje, če je dober, vse nivoje človekovih potreb. Od tega fizioloških potreb seveda ne moreš ti, ali pa tudi na koncu s palomo tudi nekaj narediš, Ok. Pa namreč rekel, da ne izpadli tako neumen. Potem seveda varnost. Tele recimo je zelo zanimivo. Zdaj, če pomislimo, ne vem, na en avto, vam ne bom rekel, kjer, pa ga že veste, kjer je. Tako da sploh ni treba. Ta brand je že to naredil. Seveda, potem je naslednja potreba, pripadnost, ljubezen. Glejte, Slovenija, moja dežela, a smo pripadni ali nismo? Mislim, še vedno.
In bomo, verjetno, dokler bomo obstajali, Bog daj, da bomo. Oziroma, dragi naši voditelji, dajmo, ostanemo. Ne? Potem spoštovanje. Ne? Z brandom ti lahko nekomu poveš, da ga spoštuješ. Ne? Kaj kupaš nekomu za darilo? Ne? Ali greš tam le v vinotoč, pa natočeš v litrsko steklenico vinček, pa rečeš, lej, tole je od enega kmeta, se malo zlažeš, ne? Ali pa greš, pa kupaš tam eno res tako dobro arhivsko vino, pa rečeš, lej, tole pa, ti imaš pa zdaj, ne vem, 40 let, evo, tole dobiš. Ne? Potem znanje, vedenje. Brand je v bistvu tudi na nek način učitelj. Velikokrat nas v bistvu popelje v nek svet, v katerem se naučimo nekih novih stvari. Da ne govorim o lepoti in estetiki. Ne? Zdaj seveda lepota pa estetika, to je ena blazno relativna stvar. Ne? Kaj je za nekoga lepo, kaj je za nekoga estetsko. Pa vendar, ne, brand gradi kulturo odnosov, kulturo do načina obnašanja, kulturo do, bom rekel, ljudi, ki med sabo sodelujejo. Ne? In v tem primeru seveda je estetika tista, ki jo brand tudi gradi. Ne? Tako da, potem samo uresničitev. Zakaj si nekateri fantje tako radi kupijo BMW-ja? Zaradi tega, ker je po Lacanovi teoriji, ne, oni so mali A, BMW je pa veliki A. Ne? In seveda tisti manjko, ki mu je manjka, zdaj ne vem, kva mu glih manjka, dobro, marsikaj si lahko predstavljate, da si ga kup v tem brandu. Pustimo tisti motor, se ni njih pomemben. Čist druga stvar je pomembna. Ne? In seveda je pa ta superiornost, izvrstnost. Ne? Recimo, ne vem, meni je bil fenomen, se spomnim, ko smo delali, recimo, to je že dolgo let nazaj, ko je bila še Juga, pa to naprej, ko smo delali za Fruktal in tako naprej, recimo v Makedoniji. Ne? Kaj so ljudje nosili svojim, bom rekel, sorodnikom, ki so recimo bili v bolnici, kaj so jim nesli za darilo? Fruktalov sok. Danes bi rekel, kaj še noso. Skratka, takrat je bila to neka izvrstnost, to je bil nek višek, nečesa, kar si lahko ti človeku v tistem času ponudil. Sploh, ker se je že v tistih časih vedel, da če sodeluješ z naravo, da je to pač nekaj zelo pomembnega. No, pri brandu je seveda krasna stvar tudi, da vemo, kaj nam omogoča. Ko so naredili en test masla, okusa masla, ne, in so jih spraševali, katero maslo je dobro. Ne? In sta bili dve znamki, ki sta bili taki neprepoznavni in ena, ki je bila prepoznavna. Ne? In je zelo zanimiv rezultat. Ne? Ta je bil definitivno najboljši okus. Ne? In recimo povem en drug primer, ki je pa resničen, pa ne bom povedal, pri kom sem to naredil, ker ne bi bilo fair. Pač bil je en direktor neke firme, ki mi ni verjel, da je brand tisti, ki ustvarja percepcijo okusa, kvalitete in tako naprej. Ne? In sem ga prosil, če gre ven in sem pač nekaj drugič, ko sem prišel, sem prinesel s seboj en plastičen kozarc, en navaden kozarc, steklen in tako lep krigelček z neko lepo češko znamko piva. In sem vzel iz torbe ven enega uniona in sem ga v vse tri kozarce natočil, sem skril steklenico, sem ga poklical nazaj, sem rekel, lepo prosim, jaz imam tele zate 3 vrste piva, daj prosim ugan, ali pa povej mi, kjer ima najboljši okus. In na koncu je skregal z mano, da ima samo tale, ki je v tem 50 kozarcu dober okus. In potem sem mu pokazal steklenico in potem je pa začel verjeti, kaj dogaja. Mislim, neverjetno je, kako močna je ta, bom rekel, naša mentalna slika o nečem, kako ta vpliva tudi na percepcijo okusa. Meni je tudi zanimivo, ko sem prvič doživel Aleša Kristančiča v Medani z njegovimi vini, in ko smo šli skozi vse to klet, ko je razlagal, kako kvasovke tam noter biksajo na takšen in drugačen način, kako potem, ko smo imeli večerjo, je vzel steklenico v roke, je z ljubeznijo odprl, vzel kozarc, to natočil tako predvsem in tako 6-krat takole naredil, pomočil, jezik not govoril, zraven pravljice in potem smo mi to vino pili in smo mislili, da smo v 7 nebesih. In potem smo se vsak kupili gajbo pira, mislim tegale, in če 14 dni doma odprem steklenico in rečem, moje deva mi dva to uživa, če enkrat. Kaj se dogaja? Ni isto. Ne? Skratka, gre za zadeve, ko se ti enostavno, če so seveda zapakirane pravilno, če so zavite v neko zgodbo,
A ne? Da takrat se nam na tem našem perceptivnem nivoju stvari dogajajo popolnoma drugače. In to je izredno pomembno za kakršenkoli brand. Zato seveda je Red Bull toliko boljši od ostalih energetskih pijač, samo zaradi tega. Drugače je popolnoma enak. Če vam dam 6 različnih teklih za pit, nikoli ne boste pogruntali, kjer je Red Bull. Čeprav zdaj boste rekli, pa bom. Ne? Je pač tako. Ne? Pri znamki seveda imamo zelo različne perceptivne momente. A ne? Zdaj seveda eni veste, kjer avto je to, marsikdo pa ne ve. Ne? Pa vam tudi ne bom povedal. Ne? Ampak tisti trenutek, ko damo na ta avto različne znamke, dobivajo ti avtomobili različne vrednosti. Zdaj, če bi mi dal tlele gor na mest Volvo Šparovo znamko, ne, bi rekel, če ga nam dobil, ne vem, na 25.000 točk, pol ne bo vse skup nič, ne, ali pa karkoli tacga. Skratka, te stvari so zelo povezane. To so sicer 3 zelo kvalitetne znamke, pa vendar, ta avto je varen, tale avto je bolj prestižen, je pa kaj, tak za nabijanje ega, ne, recimo. Tako zelo različne stvari in tudi zaradi tega je bila vsak od njih popolnoma drugačno ceno. Zdaj, ko komuniciramo, ključno vprašanje, kaj naj povem, kaj naj sporočim, da bo to nekoga zanimalo. Seveda, eni boste rekli, ja, gremo narediti tržno raziskavo, pa bomo videli, kaj ljudi zanima. V redu, bomo ugotovili, da ima neke določene želje, da ima neke določene potrebe. A potem se pa dajmo vprašati, kako pa nekdo ve, kaj ga zanima. In zdaj smo res pri tisti zadevi, ki sem jo že prej omenil pri Lacanu, nekaj manjka. In mi ljudje smo itak narejeni na to, da nam nekaj skozi manjka. Zdaj ne manjka malo hladu, zdaj ne manjka nekaj za pit, zdaj ne manjka, ne vem, mogoče bo že kmalu konc, upam, ali kaj tacga, recimo. Upam, da ne. Skratka, skozi se nekaj tacga dogaja. In pa recimo, kaj pa, če ne ve, kaj ga zanima, če ne pozna svojega manjka. In zdaj tle umetnost komuniciranje je seveda, da mi ljudem povemo, kaj jim manjka. To je bistvo. In bistvo ves čas nam pripovedujejo, kaj vse nam manjka. In ko ti v trgovini kupaš v tistem, ko čakaš na blagajni 6 stvari, ki jih ne rabiš, so ti oni povedali, da ti to manjka. In to kupaš. To je zelo zanimivo. In bistvo res vsega je, kako povedati, kaj nekomu manjka. No in tle seveda pridemo v to področje, v to polje, ki je, se mi zdi, kar se vsega v življenju tiče, da je zanimivo, da je privlačno, da se ljudje na njega obračajo, seveda je kreativnost. In zdaj, kreativnost je brez veze, da vam, ne vem, na dolgo in široko razlagam, vsak po svoje ga vi doživljate. Ampak ena od bistvenih stvari kreativnosti je ravno v tem, da ti vidiš tisto, kar drugi ne vidijo. In da tisto, kar ti vidiš, da drugi ne vidijo, potem izpostaviš in povečaš. Ta slika je zelo zgovorna v bistvu. Tega le ponavadi nihče ne vidi. Dobro, mogoče kakšno dekle, ki je zaljubljeno, pa vhod okrog, pa je fant pustil, pa videli, kako je ljuščen, pa rožica, pa ljubi me, ne ljubi in tako naprej. Ampak v glavnem, bistvo kreativnosti je drugačen zorni kot. Za kreativnost ni treba, da je človek, bom rekel, v nekem posebnem okolju, ni treba, da je v nekem posebnem razpoloženju. Kreativnost se ti, vsaj tisti, ki ste kreativci, veste, zgodi ponavadi na najbolj trapastih mestih. Na stranišču, pod tušem, ne vem, medtem, ko ubiraš kost kakšnega piščanca ali kaj takega. Skratka, čist nepotrebne oziroma nepomembne situacije. Tako da gre za to, da ti seveda v svoji glavi razviješ način razmišljanja. Zato je tudi ta primer iz zgodovine tako znamenit. Vse poznate Kolumbovo jajce. Veste, kva se je zgodilo. Vsi veste. No, nekateri ne kimate. En določen dan so teli njegovi admirali ali karkoli so že bili od Krištofa Kolumba, ga že malo več popili in so se šli igrico, tisti, ki bo jajc postavil, ne vem, po koncu dobi, ne vem, karkoli. No in jasno, nobenemu se jajc ni postavil po koncu, ker jajce pač v krogu in pade dol, kakorkoli vzameš. In potem pride Krištof Kolumb pa vpraša, kaj pa delate, pa oni razložijo, tako vsi že malo motnjavi, pa prav je pa se to je vendar najlažja stvar. Pa ko si debel gledajo in naredi tole, vzame jajce in naredi tok, da je mečkam poču spodaj. Nič ni ven stekli. In seveda jajce je obstal tako. To pomeni kaj? Pomeni, kako ljudje
napačno razmišljamo, se vam bom dal tudi eno nalogo, da bomo videli, kako bomo zapeljali. V glavnem, mi vedno hočemo narediti tisto, kar smo dobili nalogo, da bomo naredili. Ne gledamo pa drug zorni kot ta iste zadeve. Bomo hitro videli. Da vam dam ta problem. Če slučajno kdo ve rešitev, ne bo prosim malo tih, da bojo ostali razmišljali, prav. Skratka, punčka in fantek sta bila rojena na isti dan, imamo isti datum, istega leta, od istih staršev, ampak nista dvojčka. Kako je to mogoče? Itak, se to že veste nekateri. Ne? Ja. Ampak dejansko, lejte, ta problem dajem jaz ljudem že 7-8 let. Pa lahko rečem v vsem tem času, študentom v glavnem, pa tudi, bom rekel, ljudem z visokimi in drugačnimi izobrazbami, na koncu ugotoviš, da seveda jih je lahko 10 takih, lahko povem, ki so to znali povedati. Ne? Tako da dejansko, ja, kaj je ključna stvar tukaj? Ne? Ti tukaj človeka vprašaš, pa nista dvojčka. V bistvu mu poveš, da nista dvojčka, ampak on misli, dvojčka sta. Kaj se starši dogaja, kako so se oni dajali sosedi dol, pa ne vem, kaj še vse. Ne, skratka, vse druge stvari, samo to ne, seveda, da so trije. Lahko so tudi četvorčke, da note misli, ne? Ampak tako namreč naši možgani funkcionirajo, kar vam spet da nekaj misliti, ne? Na eni strani kreativc lahko bere drugo pot, po drugi strani pa mi lahko manipuliramo z možgani drugih. Kar je sicer svinsko, ne? Ampak to tako gre. In vprašalniki, anketni pa to naprej, to je velikrat manipuliranje, da note misli. Ne? Ker je na koncu koncev lahko rečeš, kaj bom naredil za to, da bom dobil na koncu rezultat, ki ga želim imeti. Ne? Zdaj, kreativnost, inovativnost seveda je vedno nekaj, kar pri ljudeh reče, wow, to pa še nisem videl, wow, to je pa malo drugače. Recimo, če pač narediš tak kozarček, ki je samo v določenih delih prozoren, ne? In da se ti zgodi v bistvu steklenica, tako kot so za Coca-Colo naredili, pa je to samo ena od tisočih domislic pri njih, recimo seveda je to ena res ključna zadeva. Ne vem, ali pa se spomnim, sam na naročnik nam takrat ni potrdil za Pepsi, ki je bil slogan zahtevaj več, smo na dno kozarca to napisali. Ne? In ko si ti spil, piše not zahtevaj več. Ne? Ampak to, nažalost, takratni upravitelj znamke ni videl kot neko priložnost. No, seveda, ja, kreativnost je vedno iskanje, bom rekel, neke poti, s pomočjo katere boš ti to komunikacijo dosegel in tako naprej. Ne? In zdaj recimo, če se povrnem malo na Slovenijo, ne, zdaj, če primerjam, bom rekel, 80. leta pa ta leta, ki so se zdaj v zadnjih časih zgodile, ne, seveda je to zadnje obdobje bistveno bolj na nek način kreativno, kot je bilo takrat. Po drugi strani seveda so bila pa oba pristopa tako različna, da je pa vsak povzročil nekaj drugega. Noben pa ni v popolnosti stvari pripeljal do konca, kar je recimo tudi zelo zanimivo. No, tle je recimo en tak luškan primer. Recimo, enkrat zjutraj sem v kuhinji videl napisan en takle listek na omarici, ne? In je gor pisal za goste. Kaj mislite, kaj je potem pisal na desni strani? Ko? Ampak zakaj pa to ni me rekel? Ne, recimo, kako, zakaj? Zato, ker sem rekel goste. Če bi bil pa tih, bi se pa mogoče celo nekdo spomnil, ne? Da so za goste. Ne? To je pač stvar tega, kaj napišeš. Ne? Skratka, kreativnost je bistveno drugačen zorni kot. Ne? To vam bom demonstriral recimo z nečem, ko sem enkrat po dopustu prišel v pisarno in je en kaktus takole izgledal. Ne? Zdaj, v takem zornem kotu razumete, kaj se je zgodilo. Ne? Ko vam pa začnem obračati fotografijo, se začnejo pa čist druge zgodbe. Pa če obrnem še za 180 stopinj, pa sploh. Ne? Kaj lahko v bistvu ti iz ene stvari, ki obstaja, narediš? Različne percepcije, različna sporočila. Ne? Škoda, da ne vidite, a vidite to? Kaj ga ne? Ok, dobro. Še ena stvar je zelo pomembna. Ne? Ravno
kreativc je tisti, ki to lahko dobro naredi. Namreč večina ljudi izhaja iz sebe ven. A ne, skratka, 80% želi povedati o sebi in 20% ga zanima, kaj druge zanima. Ne. Kreativc, komunikator pa naredi ravno obratno. Ne. Pogleda, kaj se pri njem dogaja in tisto potegne ven kot bistvo nekega sporočila. Pa tle ne bi preveč diplomiral na tem slajdu. Povedal sem vam, da je ena zelo zanimiva stvar glede odločitev, ki jih ljudje sprejemamo. Racionalne pa emocionalne odločitve. Poglejte, kakšni nori procenti so na področju emocionalnih odločitev. Pa so tle noter zajeti tudi financerji pa pravniki, da ne boste mislili. Pa so zajeti tudi nabavniki pa prodajniki in tako naprej. Vsi. A ne? Skratka, tako malo racionalnih odločitev ljudje sprejmemo, da to ni res. In to so raziskave dokazale, to niso neke, bom rekel, stvari, ki sem si jih jaz mislil. Zdaj, kje so skrite emocije? Ta slika je nepopolna. Zdaj, nekateri si znate predstavljati, kaj se lahko še na tej sliki dogaja. Ampak, če vam tako sliko pokažem, boste si rekli, ok, dva se imate rada. Pa kva pol? Koliko ljudi se ima rada? To ni pa. Ampak se glavna zgodba zdaj le prihaja. Zdaj pa se začne delati tisto, kar mi hočemo nekaj narediti pri človeku. Skratka, bistvo pri komunikaciji, da vsako stvar zavijemo v neke vrste zgodbo. Zato tudi svizec zavije čokolado. Ne zaradi česa drugega. Zaradi tega, da je to nekaj, kar ti lahko poveš naprej. Nekaj, kar ti lahko rečeš, to se bi pa tudi meni lahko zgodilo. Nekaj, kar ti lahko rečeš, to je pa meni pomembno in tako naprej. Zato recimo, ko bomo si pol pogledali film Slovenija moja dežela, boste tam videli, a ne, izserte iz zgodb ljudi. To je prava zgodba, brez besed. Zdaj pa se sploh ne spomnim, bil je nek spot, ki smo ga gledali 20 let nazaj, ki so si po telefonu govorili what's up? Točno, Bud Light, ja. V glavnem, zelo simpel, ne? Ampak ljudje so ponoreli recimo na tistimi spoti. Ne? Skratka, ljudi vznemirjajo zgodbe. Zakaj ljudi vznemirjajo zgodbe in zakaj mi to vznemirjanje lahko uporabimo? Zaradi tega, ker s pomočjo zgodbe mi lahko ljudem spremenimo čutenje, lahko spremenimo, kako mislijo, lahko spremenimo njihovo delovanje in lahko spremenimo njihovo vedenje. Jaz se spomnim, ko smo na začetku 90-ih let naredili en spot za Petrol v obliki risanke. V tisti risanki so bile noter same pozitivne stvari, med drugim je tudi nastopil nek Petrolovec, ki je prišel in rekel, a lahko pomagam popravljeno in tako naprej. To je bila zgodbica na P, no, kakorkoli. In takrat recimo je ta spot naredil nekaj, kar je malo kdo sploh upal, da se lahko zgodi. Namreč ljudje, ki so procesirali, rečemo temu, tankanje benzina in tako naprej, skratka, kako se jim tem gospodom reče, pač zaposleni na bencinskih črpalkah, a ne, so v glavnem se začeli obnašati drugače, ker so videli tam nekega svojega predstavnika, a ne, in so rekli, jaz moram biti tudi tak. Ne. Tako da, ampak to je bila taka simpatična zgodbica, ki so jo ljudje seveda znali tudi pože na pamet in tako naprej. Skratka, zgodba je dejansko investicija v takšnem smislu in v takšni obliki. No, ta zgodba je vam vsem popolnoma jasna. Ne. In recimo, kaj je bilo treba narediti, seveda, da ste imel certifikat, da si lahko švercal, ne. Pač, zelo preprosta zadeva, ne. Jed gor pa onga fentat. Dobro, na račun ene lipe, ki jo je tam podaril, ampak nič čudnega, zato pa imamo radi Slovenci lipo, verjetno zaradi Krpana, ne zaradi tega, ker so se pametni ljudje dol zbirali. Ampak poznamo pa eno drugo zgodbo, ki pa seveda tudi vsi poznamo, ne. Se bolj slabo vidi, ampak takoj veste, zakaj gre. In je spet neka, kako bom rekel, ta je malo farsična, ne, ta je že tako malo povezana seveda z vsemi stvarmi na unih stopnicah, kjer so se v množice zbirajo pa tako naprej. Vse veste, ne. V glavnem, kreativnost v komuniciranju. Zdaj se malo bližamo mogoče temu, kar je I feel Slovenija, I feel love in tako naprej. Ne. Glejte, meni en tak zanimiv primer so mesta. Mesta vse bolj postajajo komunikacijske, brendi, ki komunicirajo. In seveda iščejo najrazličnejše oblike, kako
je ta komunikacija potem zanimiva, kako je ta komunikacija prepoznavna. A ne? Večinoma so zdaj ljudje začeli marketing pa kreativci iskati v bistvu stvari v angleškem jeziku. Pač enostavno angleščina je postala neke vrste esperanto in to naj tudi bo, ker je pač relativno enostaven jezik. Ne? In seveda, da je Kopenhagen odprt za marsikaj, a ne, seveda so uporabili na najrazličnejše načine, a ne, tako za povezave, za spremembe, za toleranco, za razvoj, za inspiracijo. Skratka, beseda open je pač kar naenkrat dala karakter mestu. A ne? Pridite, mi lahko za vas naredimo, kar ćete, bomo z vami pokomunicirali, bomo skušali še z vami zorganizirati in tako naprej. Tako da, in to je ista fora kot v bistvu I feel love. Zelo podobno. A ne? Ta je tudi genialna, ne? Ta je sploh genialna, ne? Kako ti najdeš, ti ni treba napisati 3 besed za to, da boš povedal 3 besede. A ne? In ja, tle je kreativno šla tudi v bistveno na višji nivo, skratka iz tega so naredili, bom rekel, mestno znamenitost. Mislim, da je na 3 točkah to v Amsterdamu in praktično ni trenutka, da bi lahko to slikal sam, da je bilo osamljeno. Zmeri ljudi lezejo gor, tudi sredno, če jih najdeš in tako naprej. Recimo, kako je to ljubezen Pariz našel, ko je kandidiral za olimpijado. Kako je Brighton hotel povedati, koliko je bright. Ne? Kako je Ženeva v bistvu z tem svojim, kaj je ta curek, ki gre ven iz jezera in tako naprej. A ne? Kako je München, ne, v bistvu s tem srcem, s to ljubeznijo v bistvu naredil pač neko svojo zgodbo. Ali pa kako recimo se je Lyon poigral z anagramom svojih črt. Ne. To je genialno, da lahko do tega prideš. Ne. Se tudi, če vzamemo Nico, ne, Nica je v bistvu nice. Ne. Nič drugega. Ali pa recimo, kako je Praga rešila svojo podobo. A ne. Prvi del besede je v vseh jezikih enak, drugi se pa spreminja. Je pa res, da tukaj nimamo cirilice gor. No. Verjetno z zelo jasnim namenom, zakaj ne. Tudi ta je genijalen. Ne. Minsk, bi rekel, ok, Minsk, tam neko mesto, bog ved kje. Je še kdo bil v Minsku? Ni bil, ne. Zakaj pa šel v Minsk? Zakaj? Zato, ker se tam da živeti, zato, ker je tam posel, zato, ker je tam fino biti, zato, ker tam celo spočiješ, zato, ker je tam celo ljubezen in zato, ker si ti Minsk. Mislim, ne? Skratka, najdel so nek način, da spet komunicirajo na vseh nivojih, ne? Ker če vi vzamete mesto, tega ne moš primerjati z jogurtom. Ne? Jogurt je pač en monoprodukt, ki ima nek brand in ti to popiješ. Ne? Dočim pa mesto je pa neka multikulturna, multitasking, ne vem, multirelacijska zadeva. Tako da pri vsem tem komuniciranju, ne, to je ena taka zelo znamenita shema, v bistvu gre za zelo preprosto stvar. Ti nekaj kot sporočilo oddaš, ga moraš nekako oblikovati in nekdo ga mora zaznati, seveda potem se mora zdobiti razumevanje in potem se ta zadeva zaključi kot neka celota. No in če pridemo zdaj v to, prav v ta proces, ne, zmeri želimo mi s pomočjo komuniciranja, pa gremo kar na nivo države, a ne, jo želimo nekje nekam pozicionirati. Kam bo pasala ta naša ljuba Slovenija? A ne? Ja, v 80-ih letih se je zelo jasno spozicionirala na sončno stran Alp, kar seveda takrat nažalost niso zaščitili in to so potem zaščitili teli Tirolci in seveda ne uporabljajo, ampak so samo zaščitili, tako da mi ne moramo uporabljati. Pametno. V glavnem, začne se pač z neko želeno pozicijo. Želena pozicija naj bi vedno bila poudarek neke edinstvenosti. Nečesa, po čemer si ti drugačen. Skratka, ta edinstvenost, rečimo, ti da krila. Ne? Zelo, zelo preprosto. Potem imaš neko sporočilo, nek apel. In to sporočilo ponavadi je sestavljeno, ali je pa samo mono, ali racionalno, ali emocionalno, ali pa moralno. Ta moralnost je velikokrat povezana seveda tudi z etiko in neetiko in tako naprej, ampak kakorkoli to skušajo z zakonom o nelojalni konkurenci pa seveda nekako preprečiti. In potem pride pa ideja.
kaj boš zdaj naredil, kako boš to unikatnost poudaril in seveda, kako boš stvar naredil tako zanimivo, da bodo jo vsi opazovali. No in na koncu smo seveda pri izvedbi in pri medijih. Tukaj smo pa pri teh točkah, kjer se človek z nečim pride v stik in seveda te točke so ponavadi zelo kritične. Zdaj, če gledam jaz klasično komuniciranje, bodi si na bom rekel, digitalnih, elektronskih medijih ali pa v klasičnih medijih, zmeri iščeš, da bo takrat tisti to gledal ali pa bo tisti imel to v rokah, ki ga bo to tudi zanimalo. Zato je tudi to medijsko načrtovanje neke vrste posebna umetnost. Ampak skratka, ves proces je nekako zavit v to. No in zdaj, če vzamemo zdaj mi našo Slovenijo v 80-ih letih in jo skušamo razložiti po tem principu. Kaj je bilo edinstveno takrat? Edinstvena je bila Slovenija kot taka. Zakaj je bila edinstvena? Zato, ker smo bili še znotraj Jugoslavije in je bila pač to ena republika, ki je bila drugačna od ostalih republik. Potem, kakšen je bil racionalni, emocionalni, moralni apel? V bistvu zelo močen. Kar naenkrat smo bili tako, kot se zdaj hočejo Baski ali pa Katalonci v bistvu začeli razmišljati, mi smo pa le posebna nacija, smo drugačni od ostalih. In našel se je simbol, to je bila takrat narejena kar obsežna raziskava po celem slovenskem teritoriju, v bistvu, kjer simbol je pa tisti, ki je pa Slovencem najbolj primeren za vsa področja. Ker so bili noter zraven tudi nageljni, pa ne vem, tudi kakšne druge rastline, jasno, nagelj je gorenjska zadeva in se niso mogli s tem poistovetiti drugi, ampak dejansko lipov list oziroma lipa kot drevo je pa kot ta simbol pameti, slovanstva in tako naprej takrat pač bil tisti, ki je zaštrlel ven in tako je tudi rodil se potem ta lipov list. No in takrat se je pa ta unikatnost, pa atrakcija skušala seveda pa poudariti s tem na sončni strani Alp in pa seveda z načinom, kako je to zapisano. Slovenija je bila napisana z eno tipografijo, mislim, da je Cooper ali nekaj takega in v glavnem nek srček je bil not narisan, ki je imel pa obliko lista. No in točke dotika, takrat se je pač izbralo turizem. Itak je bila ta naloga narejena za turizem takrat. Je pa ta naloga seveda zgenerirala potem neke popolnoma druge stvari. Tako da ciljna javnost je bila takrat zelo jasna. Slovenci. Ni bila ciljna javnost prva tista, kjer bojo rekli tujci. Ker zdaj, če primerjam jaz z iFilm Slovenija, iFilm Slovenija se je že s tem, ko je šla v angleščino, seveda se je na nek način obrnila navzven. Kar se je seveda v teh 7, koliko je zdaj že tega, od leta 7, ja, v 7 letih seveda se je pokazalo kot dobra odločitev, ker navzven stvar zelo dobro funkcionira. No potem, kakšen je rezultat? Ja, izjemna identifikacija Slovencev z lipovim listom. Takrat je bila, jaz se spomnim, ko sem bil tudi v tej komisiji, komu smo lahko podelili, da uporablja znak lipov list, to je bilo noro, koliko je bilo teh zahtevkov. Mi smo se vsak teden dobivali za to, da smo potem, in večinoma smo ljudem tudi dovolili, da to uporabljajo. Ker pri znamki, ki ne bi jo ljudje posvojili, seveda ne bi se vedno zgodilo to, da jo ljudje uporabljajo. Jasno so bile tudi kakšne uporabe, ki niso bile primerne. Ampak ljudje so tudi naredili moja čistilnica, pa so dali lipov list not recimo gor pa tako naprej. Potem, kaj se je zgodilo? Splošno zavedanje, da imamo čudovito lastno deželo. Itak, recimo, najlepše spoznaš svojo deželo, recimo, če kar naenkrat pride recesija in nimaš več denarja, da bi potoval v tujino na počitnice in tako naprej. In potem greš kaj gor in hribček tamle, koliko je lepo, pa pri enem kmetu si, pa vse super. Takrat se je to povedalo ljudem in to so ljudje tudi takrat prepoznali. Takrat se je začel razvijati tudi turizem drugače, kot se je razvijal dotlej in pa, to je bil pa, bom rekel, na nek način kolateralni efekt, o katerem se takrat seveda ni razmišljali 85. 86. leta, da seveda se bomo mi kar naenkrat začeli zavedati svoje lastne identitete, svoje lastne pomembnosti, seveda, da smo mi nek narod, ki smo različni in ki si mogoče zaslužimo kaj. Tako da
Jaz bi vsekakor rekel, da je ta akcija imela močan vpliv tudi na to, da je bila naša odločitev leta 1991 takšna, kot je bila. Nikoli se nismo bili toliko enotni in če ne bi bili mogoče že tukaj pripravljeni na to, da smo mi res nekaj posebnega, se mogoče to niti ne bi zgodilo. Oziroma bi lahko to nekdo tudi preprečil s kakšnimi propagandnimi prijemi. Meni je še ena stvar tukaj na nek način fenomen. Zdaj, jaz sem šel malo brskati, meni do zdaj nihče ni znal povedati, oziroma mi niso hoteli povedati, zakaj Lipovega lista ni več. Potem sem šel pa brskati in sem ugotovil v bistvu, da je Demos in takratni predsednik vlade izjavil, da je ta znamka mistična in da zaradi tega se ne sme več uporabljati. Kaj je hotel s tem povedati, ne vem čisto točno, ampak mislim, da se je govorilo o nekem, bom rekel, nacionalizmu in tako naprej, kar se mi zdi zelo čudno, ker ta znamka dejansko ne pove popolnoma nič drugega, kot to je moj srček. In jaz ne vem, če je danes še zmeraj kdo vidi kako drugače kot to. In najbolj mi je fenomen, ko vidim nov kamion ali pa nov avtobus s popolnoma novo aplikacijo Slovenija moja dežela in tako naprej gor. Zakaj ne nalepi gor iFi Slovenija? Nalepi tudi iFi Slovenija, da ne boste mislili. Seveda, hvala Bogu se to tudi dogaja. Ampak zanimivo je, kako te stvari enostavno se ne da zbrisati, ker je premočen pečat pustila pri narodu kot takem. Preveč je to povezan s čustvi, preveč je to povezan s stvarmi, ki so pozitivne. Tudi recimo tista pesem, ki je takrat nastala, ki jo je Jani Golob napisal in tako naprej, to so vse stvari, pa Zdravko Duša, mislim, da besedilo. To so zadeve, ki so imele bistveno širšo in globjo moč, kot jo recimo ima en čist navaden brand. Tako da ta znamka, ki se je pač takrat pojavila, je dala misel potem za vseh teh naših naslednjih 25 let. Pa bom povedal tudi pa še zakaj. Skratka, zdaj tukaj jaz sem tle napisal, da je to osamosvojitev ni znanstveno dokazano, da se je zgodila zaradi tega. Se ni zaradi tega zgodila, ampak s pomočjo tega pa sigurno. To si upam trditi, čeprav nimam nobenih dokazov. Tako da takrat je pač stvar izgledala taka, moram tle povedati, da se je nekdo zelo potrudil, da na internetu ni originalnega loga. Ne najdeš ga. Najdeš neke približke in fejke, tudi tale ni prav dober, ker so preveč skupaj črke, ampak kakorkoli, vse niti ni pomembno. Tudi tlele, tisti, ki bi vedel, kako je to bilo, je tlele ima tale še neko vejco ven, ampak tega ni bilo. Enostavno nisem hotel pa nekaj risati zraven, ker nima smisla. Tudi veste, da je recimo ena trgovska organizacija uporablja tisti, ki je to skreiral, v bistvu, ki je imel, je sam zaščitil zadevo in je potem prodal naprej. Pa ne bomo nič o imenih. Čeprav je to človek, ki je zaslužen za vse to in ki mu dan kapo dol in mu bo zmeraj dokončno ena čestitev, to smo naredili tako zadevo, ki je boljše nismo mogli narediti. Tako da to, kar je naredil pol, ok. No, in v tem času seveda so se zgenerirali v bistvu 4 sporočila, ki so postala izjemno močna in še danes funkcionirajo. Moja dežela, ok, ta bo vedno moja, pa tvoja, pa tvoja, pa tvoja, v bistvu naša. Na sončni strani Alp stavek nažalost ga ne moramo več uporabljati, ki ima fenomenalno konotacijo. Če je nekaj na sončni strani, pomeni, da je lepo, da je toplo, da je odprto, da je sončno. Skratka, ni samo sonce kot fizično nekaj, kar je obsijano. Turizem smo ljudje. To je itak eden ta najboljših stavkov, ko vsakič, ko nekdo nekaj slabega v turizmu naredi, mu rečeš, pa čak, to si ti kriv, ker je tako. Ni kriv un kamen, ki tam stoji, ampak kako si ti o tem kamnu spregovoril. In seveda, ena zadeva, ena akcija, ki se mi zdi, da je pa zmeraj bolj aktualna, ampak tukaj je aktualna za našo državo. Iščemo dobrega gospodarja. Žal. Žal gledam in se čudim, pa verjetno tudi vi, kako da ne moramo biti malo boljši gospodarji. Kako da je toliko in toliko odličnih podjetij v nekem železnem socializmu funkcionirali, se razvijali in celo izvažali in imeli dober brand, pa to vse. Dobro. To bojo znali povedati gospodarstveniki, strategi, zgodovinarji, verjetno že počasi in tako naprej. Jaz se v to ne bi spuščal, ampak samo čudim se. Skratka, to je bilo tisto, kar je bilo.
In mogoče zato, da so te malo spomnili, poglejmo mi. Safari je rekel ne. V glavnem se v tem filmu, ki ga boste gledali, pa ki ste ga itak videli že, ne, poznate, da se je zgodila noter tisto, kar se pač neki v sami osnovi ponavadi dogaja, in to je to, da pokažeš ti, kako je treba delati, da pokažeš, kakšen moraš biti. Ne, in to Slovenci so po vseh raziskavah smo, ne, mi smo skrbni za tiste stvari, ki so naše. Ne. Zelo se potrudimo, delavni smo, imamo vse te naše prave lastnosti, imamo seveda neke odličnih pomanjkljivosti, ampak tle se te niso poudarjale in te so potegnile za sabo dejansko, ne vem, mislim, da ta film je postal neke vrste nacionalni mainstream. No. To je nekaj, kjer ni bilo važno, ali gre za narodno zabavno stvar, ali gre za, ne vem, ja, evo ga. No, to so ob 20-letnici tole zavrteli, ne, in pol sem se jaz tle vprašal, pa dobro, zakaj kažemo ta lipov list, pa obenem imamo AFL Slovenija, ne. In tle pogrešam, kako bi rekel, nek preskok ali pa neko povezavo med temi obemi stvarmi, ker je pa težka. Mogoče, če malo pomislite, kaj ste videli v tem spotu, ne, ste videli, da smo Slovenci v glavnem rokodelci, pa obrtnički, pa take stvari, ne, ker je seveda, ne, tle noter to ni bilo pokazano, bila je pokazana skrb. To se mi zdi bolj pomembno, ne, ker zdaj, če bi mi kazali tle znanstvenike pa tako naprej, seveda mi ne bi mogli naroda za sabo potekati. To je logično, ne, ker če greste v gostilno, veste, kdo je v gostilni, ne. Tako da, in to je itak populacija, ne. Kaj sem pa zdaj naredil? Nazaj, če lahko na uro. Ja. No, mi, seveda, ko smo v 90-ih letih pol prišli do te naše drage osamosvojitve, na katero seveda smo vsi ponosni in tako naprej, so se začele pa te igrice, kako brendirati to našo državo. Mislim, ni šlo za vprašanje brendiranja, šlo je za identiteto, a ne. In jasno, tle so se dogajale te prazgodovinske stvari okrog tega zmaja ali karkoli pa že je, Karantanije in tako naprej, in jasno potem ta naša trobojnica. Takrat, ne, bi se človek vprašal, zakaj se mi nismo takrat, ko smo že skoraj edinstveni pa drugačni, odločili morda za nekaj drugega. Zakaj se nismo izkoristili zgodovinsko priložnost in se odcepili od neke konotacije, ki je itak že ves čas prisotna. A ne? Kaj se je pa zgodilo od te zvezde pa do tega grba? Kaj se je zgodilo s to rusko zastavo tukaj? A ne? In mene boli, ko gledam začetek TV dnevnika na Sloveniji in v bistvu vidim rusko zastavo. Ne vem, če ste to opazili. In to ni prijetno. A ne? Pa niso hoteli tega narediti. Pa vemo, da imamo pač tako simboliko, ampak tako se to zgodi. A ne? In tudi jaz ne vidim ljudi, ki bi se zavijali v našo zastavo.
Jaz ne vidim ljudi, ki bi imeli karkoli od teh simbolov na sebi. Skratka, pa vemo, pa vsi s ponosom, jaz sem to zastavil na noso, če mi jo teda, z veseljem. Ampak, ko razmišljam kot brand, ko razmišljam državo, ki jo zbrandiraš, ko pomislim na Japonsko, ko da sam tisto belo fleho z rdečim krogom, pa je vsem jasno, zakaj gre, ko pa pogledam, ne vem, Združene narode, ki zastavo tam visijo in moram iti od blizu pogledati, počakati, da veter zapiha, da vidim, kjer grb je gor nalepljen. Oprostite, to je stališče komunikacije, pa dizajnerji, veste, pa komunikatorji, kako je s temi stvarmi, to je narobe. Ampak je zanimivo, da ljudje, ki o tem odločajo, ne odločajo, niso to takšni ljudje, ki bi to tako videli. In ne razmišljajo komunikacijsko, ampak razmišljajo, ne vem, boksit in koza cela. To je zastava boksit in koza cela. Bodimo si iskreni. Pa je naša, pa jo bom tle nosil, ni problem. Imam rad, ampak škoda je iz komunikacijskega stališča. Pa so bili, seveda, pa se je pa začel pojavljati nekaj zelo zanimivega. Namreč ti naši državniški simboli so zelo taki, bom rekel, avtoritarni, nimajo vseb nobenih čustvenih komponent. Ok, boste rekli Triglav, seveda je Triglav je naš, nim problem, ampak je že tako zavit v neko ikonografijo, da v njem ne čutiš tiste toplote. In potem so začeli, seveda najprej na področju turizma, razmišljati, kako pa kaj drugače. So se rodile te rožice, ki na koncu so ljudje začeli govoriti Four Roses. In pa že veš, kaj so Four Roses, pa tako naprej. Pa da je vsa stvar zabloda, pa z nekim Slovenija Invigorates. Najprej smo vsi pol leta hodili po slovarjih, gledati, kaj je že to Invigorates, pa Angleža vprašaš, kaj je to Invigorates, pa tudi ne ve, ker je sploh bila recimo zabloda tiste čase. Dobro, to je nek poskus, ki se pa tudi ni prijel, čeprav je čist simpatičen, moram reči. Ampak, ja. Kakorkoli. Tudi ena takale zadevca se je rodila, imamo ribo, ki leti in iz kljuna ven ji gleda lipov list, v redu. Ok, dizajnerji se malo smejite, saj prav. Pa se je čist luška. Hundertwasser bi bil čist vesel. V glavnem, pa gledamo to identiteto na najvišjem nivoju, seveda tam pa nekaj časa imamo grb, potem se kar naenkrat zgodi tale Triglav naš, ki se seveda zdaj preselil tudi na drese naše reprezentance, ker je čist v redu. Ampak spet nismo naredili nekaj konsistentnega, nismo naredili nekaj, po čemer bi naš droben, malcen narod, ki smo taki luškani, butični in tako naprej, ki bi tako ven zaštrlel, ne vem, k body shop. Zdaj, kot nekaj čist drugega, kot po nečem, ker bi rekel, wow, to so pa te Slovenci, te ta nori Slovenci in tako naprej. Tako da, če se zdaj, bom rekel, še malo tehnično obrnem na tole I Feel Slovenija, tukaj imamo edinstvenost, ki je bila najdena v tem, da je v našem imenu skrita beseda love. Zdaj, to vam moram povedati, da to smo že pogruntali že v 80-ih letih, samo nismo tega toliko izpostavljali. Tokrat se je pa to malo bolj izpostavljalo. Zadeva itak se je rodila tako, da se je natečaj zaključil, da se nič ni izbralo. Ampak se je izbral samo slogan. Ne vem, me boš popravila, ker malo več veš o tem, ampak mislim, da je to tako bilo. In iz tega ven se je potem seveda rodila neka grafična podoba, za katero nisem čisto prepričan, kako je nastala, ampak je nastala. Nastal je romboid, kjer so se pol kopja lomila na njem in tako naprej in to ni v redu in gor naprej. Ampak kakorkoli vzamemo, ta znamka je imela pa eno, bom rekel, širšo nalogo oziroma jo ima širšo nalogo in to se mi zdi zelo pomembno, da razumemo. Namreč I Feel Slovenija je postal čustven komunikator Slovenije. Ampak to ne na področju samo turizma, njen namen je seveda se razširiti na vsa področja delovanja Slovenije. In ta področja zdaj seveda počasi prehaja na področje gospodarstva, precej se je že vpletlo na področje športa, nekaj že tudi na področju, ne vem, mislim, da znanosti, ampak relativno še zelo, zelo v povoji. Tako da ta znaka je postal v svetu izjemno občudovan, predvsem občudovan s tem, da v bistvu je znamka postal slogan. Ali pa slogan je postala znamka, niti se kaj dosti ljudi ne ukvarja v tem primeru z samo obliko, čeprav ravno ta oblika je tista, ki se štrli, če bi bil to navaden kvadrat, ne bi bilo nič posebnega. Potem bi to lahko katerakoli znamka. Zanimivo je tudi, da to sem glih prej tudi razlagal, da
recimo, ko sem na World Tourism Market prišel v tisto veliko halo, kjer se predstavljajo vse države, edina država, ki je res ven zaštrlela, je bila Slovenija. A ne? Ker ta znak je tako močen, vizavi vseh ostalih unih barvitih zadev, ki jih drugi ponujajo, da je to res na nek način fenomen. Po drugi strani se pa tudi strokovna javnost oziroma marsikajšna doktorska dizertacija ukvarja z znamko iFeel Slovenija v tujini, kjer hoče razložiti fenomen, da ni znamka samo to, kar dela McDonald's, pa to, kar je delala Coca-Cola, ampak da je znamka kot država lahko tudi ena čisto drugačna oblika, kot je. Ne. Vi se verjetno spomnite tega nedavno preminulega Princa, umetnika, ki je v nedoločenem obdobju ukinil svoje ime. In je skušal komunicirati s pomočjo samega znaka. Seveda to ni šlo, ker ko si govoril, nisi mogel govoriti kot o umetniku s tistim znakom, ker kdo pa tako govori, razen če govoriš o sosedi una, veš, ki je un mu dala. Mislim, to pa ni tako. Tako da ta iFeel Slovenija dejansko ima eno tako multiplo vlogo, če lahko rečem. Na eni strani govori Made in Slovenija ali pa narejeno v Sloveniji ali pa od ljudi, ki so v Sloveniji in tako naprej, oziroma izhaja iz Slovenije. Skratka, nadomešča tisti trd Made in Italy, Made in Germany in tako naprej. To v bistvu se skuša predvsem v gospodarstvu, pa tudi, bom rekel, na področju kulture ozavestiti. Namreč, da ta znak ni, da je to ni ljubezen, ampak da tukaj gre za nekaj popolnoma drugega. Zato je seveda ta deležniški svet te znamke zelo velik, pa ne bi šel tukaj v detalje, praktično ni stvari, kjer se jo ne bi dalo uporabljati. Takšna znamka, a sem že malo dolg? Ok, hvala. Skratka, vsaka znamka ne bi imela neko svojo energijo. Recimo, ena je energija komuniciranja. S pomočjo te znamke seveda se lahko noter stvari dogajajo. Dogajajo na takšen in drugačen način. Seveda znamka povzroča tudi to, da se med seboj sodeluje. Recimo v turizmu je strašno pomemben, da se ljudje najdejo pod neko skupno streho. In iFeel Slovenija je skupna streha. Ali pa rečemo temu marketinško, to je umbrella brand, skratka znamka dežnik. No in seveda tisto, kar je pa daje moč na koncu neki dejavnosti ali pa celo narodu, seveda je pa povezovanje. In ljudje, če se lahko na podlagi te znamke povezujejo in tisti, ki se povezujejo, seveda ugotavljajo, kako je njihova energetska moč, njihovo komunikacijska jakost in tako naprej, kako so bistveno boljše, kot če se ne bi povezovali na ta način. Tako da, če je uspešna znamka iFeel Slovenija, potem je tudi uspešna Republika Slovenija. To se moramo zavedati. In zdaj, lepo je, če se ta znamka uporablja na čim bolj, bom rekel, raznovit način, pa seveda vedno v povezavi z nekimi pozitivnimi dogodki, z nekimi pozitivnimi asociacijami. Tako da mogoče si lahko še tega le zavrtimo. To je pa en spot, ki sem ga med ta zadnjimi zasledil, ki temelji pa bolj na detajlih. Zdaj boste eno brhko Slovenko videl not, v narekovajih.
Prej sem bil malo zloben, ne, po tistim, če se spomnite onega kroga čustev, ne, tako enega spustil. Ona je turistka, mimogrede. Ona ni predstavnica Slovenije. V glavnem, ja, ta, bom rekel, multipla uporaba te znamke seveda je tisto, kar potem daje moč naši državi. Ne? In to recimo, kaj se je zgodilo na samem Expu, recimo je en čudovit primer, kako se stvari morajo dogajati. Dober, tale iField basketball je malo skregan s priročnikom o uporabi znamke iField Slovenija, ampak vendar je to kljub vsemu, je pa sporočil glavne stvari. Barvo, pa iField. To sta pa dve stvari, ki sta zelo močni. Tudi jaz bom rekel, tle se zelo slabo vidi, ampak samo en človek v vladi, mislim, da je še eden, no, zdaj sem že malo svalil, uporablja iField Slovenija, kamorkoli gre. Pač minister Počivalšek, pa ne vem kdo še, dočim pa naš predsednik države, pa ne. On ima pa zastavo. Tako da, tle vidimo tudi mogoče malo problem, a hočemo biti institucionalni ali hočemo biti emocionalni, pa tako naprej. Dobro, tlele vidimo neke drese, kakšni so, pa recimo tam nek forum, ker se že gospodarski forum v bistvu zbrandira za to emocionalno noto, kar se mi zdi pa tudi fenomenalno. Tako da jaz bi se vam na tem nivoju zahvalil, mogoče bi sam še tle povedal, da pač neke stvari so človeku usojene, jaz pa tega nisem vedel, dokler nisem to naredil. Da je v mojem imenu pač to je skrito kačem. Tako da, hvala lepa. Evo, super, malo smo bili dolgi tako, da bomo preskočili vprašanja in bomo rekli, da boste vsi do Andreja skočili po temu, ko bomo mi že malo pospravljali. Ampak hvala lepa, koliko vas dela, kakšen brand zdajle? Da vidim, nobeno dela, nobenega brenda. Dobro, 2, 3, še kdo? 4, ok, to je posnet, tako da si bomo vso teorijo lahko pogledali. Jaz mu bom spisal prezentacijo, bom pol povedal, da mu bomo tako. Ampak, tako da hvala lepa, da ste prišli, hvala ekipi, ki je tole zrihtala, hvala Hadu, ki je danes vse zrihtal tam zadaj, slišimo se, da ni, da ni, ker so nekateri srečni že na morju. Mi bomo še zdaj na morju, ampak v vsakem primeru se pa vidimo avgusta. Tako da hvala lepa, se vidimo.